Pozdravljeni v novem letu. Torej, kot smo napovedali, minister se bo odzval na današnji začetek zbiranja podpisov za referendum o malem delu. Ja, lep dober dan, upam, da ste lepo praznovali in da začenjamo eno zanimivo novo leto, ki ga bomo ob raznih dogodkih tudi skupaj preživeli. Če si še nismo voščili, danes je še čas, da vam voščim veliko uspeha v tem letu. Zdaj pa k temi zbiranja podpisov za referendum o malem delu. Torej, po našem mnenju je ta referendum nepotreben in poziva dijake, študente, brezposelne in upokojence, da glasujejo sami proti sebi, proti svojim interesom, vse druge državljane pa seveda, da bi glasovali proti interesom teh treh skupin. Zakaj sodimo, da je malo delo v interesu šolajočih, brezposelnih in upokojencev? Predvsem zato, ker je Zakon o malem delu akt, ki bo preoblikoval sedanje študentsko delo, ki ga dijaki in študenti opravljajo brez vsake pravice in socialne varnosti iz tega naslova. Torej ga bo preoblikoval v urejeno obliko dela, ki vsaki od teh skupin omogoča dodatno socialno varnost in ki jim sicer je zagotovljena že kot šolajočim, kot brezposelnim ali kot upokojencem. Torej gre za krepitev socialne varnosti teh treh skupin, ne pa v nobenem primeru za kakršnokoli zmanjševanje ali krnjenje te socialne varnosti. Bistven del te socialne varnosti je seveda možnost dodatnega zaslužka, poleg tega pa bodo dijaki in študenti z vključitvijo v malo delo lahko to delo opravljali v 93% v enakem obsegu kot doslej. Samo 7% študentov je opravljalo več tega dela oziroma zaslužilo več, kot so omejitve v tem zakonu. Potem bo šlo za to, da bodo vključeni v pokojninsko zavarovanje, kar doslej niso bili. Pridobivali bodo formalne, uradne delovne izkušnje, kar jim doslej na podlagi študentskega dela ni bilo omogočeno, in skozi malo delo bo nabrano precej več sredstev za štipendije in študentske domove, kajti ta sredstva bodo prispevali tudi drugi, ki bodo opravljali malo delo, se pravi tudi upokojenci in pa brezposelni, ne samo dijaki in študenti, tako da bo fond za te namene nastajal na podlagi dela vseh, ki bodo malo delo opravljali. Kar zadeva upokojence, bodo imeli možnost legalnega dela, poleg tega, da bodo prejemali neokrnjeno pokojnino. To bo zanje pomenilo možnost aktivnega staranja. Vemo, da je v starejših letih izjemno pomembno ohranjati visoko stopnjo mentalne pa tudi fizične aktivnosti za ohranjanje zdravja in sposobnosti. In pa tudi upokojenci bodo pridobili iz tega naslova sredstva za delovanje njihovih združenj, za aktivnosti, ki jih recimo Društvo upokojencev pa Zveza društev upokojencev organizirajo za svoje člane. Pri brezposelnih gre seveda za pomembno možnost ohranjanja stika s svetom dela, kajti vsi brezposelni nimajo možnosti, da bi v času, ko so v tem položaju, bili vključeni v take programe aktivne politike zaposlovanja, ki stik s svetom dela omogočajo. Lahko bodo preko malega dela navezovali stike z bodočimi delodajalci. To se pri posameznih programih aktivne politike zaposlovanja izkaže kot izjemno pomembno. Okrog polovico tistih brezposelnih, ki navežejo stik skozi programe politike zaposlovanja z delodajalci, tudi potem delo pri njih dobi. Vključeni bodo tudi v pokojninsko zavarovanje, v primeru, da tega nimajo plačanega iz naslova denarnega nadomestila, in pa seveda tudi sami bodo pridobivali dodatne delovne izkušnje, če bodo šli skozi malo delati na neko drugo področje, kot sicer so njihove izkušnje bile doslej. Skratka, pri vseh teh skupinah gre za možnost dodatnega zaslužka in za to, da ohranijo vse pravice iz naslova
bodi si študenta, bodi si dijaka, bodi si brezposelne osebe ali upokojenca. Nobena od teh pravic skozi malo delo ne bo okrnjena. Prav iz tega razloga moram zavrniti očitke, češ da zakon o malem delu znižuje standarde, ki veljajo na področju dela. Ravno nasprotno, skozi zakon o malem delu se bo študentsko delo, ki je danes taka vrsta dela, postavilo v položaj, ko bo zagotavljalo više socialne standarde vsem tistem, ki jih bodo opravljali kot pa danes študentom. Ob tem bi dodal še to, da se pogosto krat enači, in to je zavajanje, lahko reče v javnosti, da se enači malo delo in se ga primerja z rednim delovnim razmerjem, kar je popolnoma neustrezno. Primerjati se ga da, kot rečeno, študentskim delom ali pa recimo s pogodbenimi razmerji, delo po pogodbi in podobnimi razmerji, iz katerih se veda danes ne črpa tisti, ki ta dela opravljajo, se pravi pogodbena ali študentska dela, nobenih socialnih pravic. Zakon o malem delu daja tem delavcem več pravic kot recimo pogodbeno delo ali danes študentsko delo. No in še posebej bi rad se zadržal pri argumentu, da bo malo delo odžiralo možnosti za redno zaposlovanje mladim in drugim, da bo s tem povečalo brezposelnost in podobno. Dejstva so točno nasprotna. Danes študentsko delo predstavlja obseg približno 30 tisoč delovnih mest. Če bi to delo ponudili v obliki delovnega razmerja, bi toliko ljudi danes dobilo zaposlitve. Dogaja se pa to, da zaradi tega, ker je študentsko delo poceni, študente zadržujejo čim dalj časa v statusu študenta, absolventa, ne da bi dobili redno zaposlitev, da bi prišli v redno delovno razmerje, ampak opravljajo študentsko delo. Ravno zaradi tega, ker študentsko delo tako kot je obstaja in ne omogoča potem zaresnih pravih zaposlitev. Se pravi, da ravno zaradi tega pravzaprav imamo manj možnosti za zaposlovanje mladih, kot bi jih imeli sicer. Analize so tudi pokazale, da je precej študentskega dela takšnega, ki bi ga sicer opravljali lahko brezposelni ljudje z manj kot srednjo in srednjo izobrazbo, pa ga potem seveda študenti opravljajo v času, ko imajo ta status. Zakon o malem delu bo vplival na ta način, da bo s postavljenimi omejitvami zlasti delodajalcem, ki danes veliko študentskega dela ponujajo, da bo veliko tega dela bodo ti delodajalci morali ponuditi v obliki delovnega razmerja. Tudi do 7% obsega dela se danes pri posameznih delodajalcih ponudi v obliki študentskega dela. Zakon, ki ga imamo pred seboj in ki je predmet razprave, bo zamejil obseg tega dela na približno 2% ali manj. Se pravi, da bo vsa ta razlika dela morala biti ponujena kot v drugih oblikah. To je pa predvsem v oblikih zaposlitve za določen, nedoločen čas, odvisno kako se bodo delodajalci za to odločili. Se pravi, del tega dela bo prav gotovo prešel v redno delovno razmerje, ne pa obratno, da bi zdaj redna delovna razmerja prehajala v obliko malega dela. Kajti, če bi res delodajalci želeli to obliko dela izkoriščati v večjem obsegu, kot jo bi jo že danes, ker ni nobenih omejitev za to, da bi še več tega dela ponudili študentom. In seveda tudi drugim, ki danes preko napotnic dostikrat nelegalno opravljajo to delo, ker imamo v obstoječem sistemu preslab nadzor nad študentskim delom, medtem ko ga bo ta zakon, ki ga zdaj ponujamo, seveda bo ta nadzor bistveno izboljšal. Tako da bi lahko to pojasnilo zaključil s tem, da smo v posebni na videz paradoksalni situaciji, ko proti malemu delu glasujejo tisti,
ki jim Zakon o malem delu prinaša največje ugodnosti. In razlaga tega paradoksa po mojem je, da za temi iniciativami stojijo predvsem tisti, ki bodo z novo ureditvijo izgubili, to so pa predvsem študentski servisi, ki so danes ponujali študentsko delo na profitni podlagi, so pridobivali velika sredstva in jih dosti netransparentno potem tudi nalagali, in seveda študentski funkcionarji, ki se jim tudi deloma sredstva na ta račun prehoda iz študentskega v malo delo zmanjšujejo. Toliko z moje strani.